Torej, lep pozdrav na današnjem literarnem večeru. Moje ime je Silvija Žnidar in z mano je Pino Pograjc, pesnik, komparativist, anglist, prevajalec, ki je že v slovenskem prostoru se predstavil z dvema uspešnima zbirkama Trgetanje in Trepete. Zdaj pa je izdal Megalomastin izbruhijado, o kateri se bomo danes tudi pogovarjali in katere bo na koncu prebral tudi odlomek. Mogoče bi začela prav pri sestavi oziroma strukturi Megalomasta in izbruhijade, glede na to, da sta to dve knjigi, ki prideta skupaj kot eno v tem paketu. Kako si to zamislil? Gre za to, da beremo kot eno knjigo, gre za dva daljša teksta, si jo sestavljal po delih ali si zamislil celoten kontekst že naprej? Je tudi mogoče v nekem dialogu s prejšnjima zbirkama ali čisto posebno, ne vem. Ker se mi zdi, v vsaki prejšnji pesmi si imel izbruhke, ki so bili neka taka zanimiva predstopnja, je bila to predpriprava na izbruhijado, ki je to en večji, daljši izbruh namesto več sekvenčnih. Ta zbirka je nastala že leto pa pol nazaj, v bistvu je takrat začela nastajati. Bil sem na eni porazni rezidenci v Novi Gorici in mi je takrat povzročila neko duševno stisko, specifično psihozo, in je nekako ves gnev in bes, ki se je nabiral v meni, je dobesedno izbruhnil na papir. V roku parih dni sem napisal prvi osnutek izbruhijade, ki je ena od teh dveh dolgih pesnitev. In potem mogoče to, ker sem pisal te izbruhke v Trgetanju in Trepeteju z namenom, ker se velikokrat gleda na literaturo, kakor da ne more nastajati v afektu, oziroma torej, da ne more izpovedovati nekih nepredelanih čustev, ampak da mora iti zmer skozi premišljevanje in literarizacijo in vse to. Sem te izbruhke propisal s tem namenom, da lahko je tudi poezija ali pa literatura res neka surova zadeva. Ampak sem jih vseeno zelo premislil, pa jih zelo veliko popravljal in dodajal in stranjeval. In potem sem s to izbruhijado, ki sem jo pisal, nisem vedel, kako bo naslov, ampak je res v afektu to bruhalo iz mene in tudi to pesnitev sem veliko popravljal in jo dodajal, stranjeval, nekako pilil. In potem, ko je nekako dobila to svojo podobo, približno, ko jo ima zdaj, sem pa želel napram temu napisati še eno dolgo pesem, ki opisuje, obeseduje neke podobne stvari, predvsem recimo bolezen, norost pa narcizem, ampak to v nekem bolj premišljenem, pa bolj nekem klasično poetičnem procesu. Se tudi že čisto na začetku, mislim, da izbruhijade napišeš, da je besedilo nastajalo v Novi Gorici, se pravi, to je ta rezidenca. Se pravi, da si imel zdaj bolj slabe izkušnje z rezidencami, oziroma to ni nekaj, kar bi lahko dodalo nekaj tvoji pisavi, raje pišeš za sebe in ne na rezidencah ali kako? Ja, mislim, problem na tej rezidenci v Novi Gorici, ki sem bil, ki je bilo kakor da v sklopu te Evropske prestolnice kulture, so res z nami ravnali, pa že šel sem tja nekako, počutil sem se izgorelo in čist na dnu in sem vsem šel, ampak potem je z nami ta organizator ravnal še, kakor da smo neka črna živina in nas na momente tudi zaničeval in se mi je sam speljal, doživel sem psihozo in to je moja edina izkušnja z rezidenco, tako da zdaj bom zelo previden v prihodnje, ker sem na kakšne take stvari prijavljal. Ker kakor jaz je namen teh zadev, da prideš tja in da imaš čas za pisanje, da če le lahko tudi nekako vključaš to okolje, v katerem si v svoje pisanje in da rata nek produkt, ki kaže na to, da si bil v tem kraju. In čeprav sem pol tisto rezidenco predčasno zapustil, tega organizatorja nekam poslal, pa mu vrnil honorar, je vse nekako lih to nastalo, kar je namen rezidence, da je ta izbruhijada zelo umeščena v goriško okolje. Ker res, ko sem to pisal, ko sem izbruhijado pisal, mi je bilo res
v mislih sem hotel imeti pravzaprav njega pred sabo in drugo njemu njega nekako zadirčno govorim te stvari. In ja, ne vem, če sem prej pa prav točno povedal Megalomast je pa potem iz nekih elementov, ki so bili vključeni v Izbruhijadi, posebej nastal in obesedoval podobne stvari. In tudi nekateri elementi ali pa motivi, ki so v Izbruhijadi, se mi je zdelo, kakor da ni zdaj to ne vem kakšen zločin, če je s podobne motive, ampak na drugačen način obdeluje tudi v Megalomastu, kakor da sta to dva različna načina obesedovanja istih osebin. Okay. Ker se mi zdi, da so izbruhke res taka posebna vrsta poezije, nekatere so zelo anekdotične, ne? Brez lake na jeziku, razkrivajo pač, ne vem, neke te dogodke, afekte, ki si rekel, da vse v poeziji ne opisujejo, opisujejo radosti in zagate gejevskega erosa, pač dejtanja, različnih srečevanj z ljudmi, mogoče nekih bolj takih obrobnih srečanj. Pa tudi polno nekih nenavadnih življenjskih situacij, ki lahko sprožijo potem celi pesniški dogodek. Kako ti pretvoriš tak dogodek v poezijo, oziroma kako veš, da je nek dogodek vreden poezije? A to takrat, ko se že zgodi, ali šele post festum razmišljaš, kaj boš vključil v svojo poezijo? Ja, ziher šele kasneje. Se mi zdi, da vsaj včasih sem zelo veliko pisal, tako da sem tiste stvari, ki so se mi zdele vredne obesedovanja ali pa oddajanja v poetični svet, so tiste, o katerih sem veliko razmišljal ali pa ki so mi pustile zelo velik pečat na meni. In mogoče veliko zaradi tega, ker se ti zgodi nekaj traumatičnega ali pa nekaj neprijetnega, ti to ponavadi malo bolj ostane v spominu, se potem mogoče pa že na momente malo preveč, vsaj jaz v poeziji osredotočam na neke bolj traumatične ali neprijetne momente. Enkrat sva se s to pesnico Veroniko Razpotnik zabavala, da kadar se je zgodilo nekaj slabega, tako bo pa vsaj dobra pesem iz tega nastala. Ampak zelo velik izziv je pa napisati pesem tudi iz nekih prijetnih ali pa toplih ali pa srečnih občutkov. Ampak vseeno moraš biti, ne vem, eni pravijo, da ne moreš pisati, ko si v nesrečnem efektu, moraš biti, ne vem, ne nastane to takoj iz... Ja. Ponavadi je tako, ja, da pač nekaj se ti zgodi, to premlevaš, razmišljuješ in potem to poskušaš nekako zapisati, to je tisti trenutek, še posebej mi nekam naša mlada generacija, pa predvsem med mladimi queer pisci in piskami, tako da zelo pišemo prozno, nekako hočemo, da je dojemljivo, da ni preveč zavita v metaforah in igranju s podobami. Jaz sem že pozabil, ja. Pozabil sem, kaj sem hočel to povedati. Ampak vseeno se mi zdi, da sta Megalomast in Izbruhijada nekako razlikujeta tvojih prejšnjih pisanj, da imate malo več, ne vem, neke igre z jezikom, figuralike, ritem, je več nekakšne igrive posrednosti, mogoče tudi na nekih določenih mestih deluje, kot da bi lahko bila uglasbeno besedijo, kaj si mogoče delal več na tem, na neki ritmičnosti. Ja, ko sem pisal Izbruhijado, sem nekako v glavi sem slišal, kako bi se to bralo, pa nekako že svojo interpretacijo si v glavi naprej, čeprav takrat je že nisem nikoli prebral in sem se sploh spraševal, ali bi bil sposoben ali pa bi hotel to tako interpretirati, kakor sem pol kasneje na branjih, ampak sem Izbruhijado prav slišal in mi res ni predstavljal skoraj nobene težave, ki je narediti prelom, ki je narediti nov vers. Zaradi tega, ker je čist po nekem ritmu, ne vem, kako mi je sploh prišel v glavo. In bilo pa veliko pomoč, ker v tistem cajtu sem bral veliko Andreja Štepec pa Karla Hmeljaka in sem se nekako zgledoval po njuni ritmiki, ki mi je na neki točki že tako, ker sem tokrat prebral, že postala ali ne zelo jasna, ali pa zelo dostopna. In potem, ko je ta Izbruhijada nastajala, sem takrat spoznal tudi enega mladega glasbenika, sva se zelo veliko družila, sem se tudi malo zatreskal vanga in potem sem predlagal, da bi mogoče, ko bi to interpretiral, to pesem, da bi on zraven neko inštrument igral.
In potem je iz tega nastalo, da sem hotel iz Bruhijado, ki je že iz inata imela zelo to močno ritmično pa performativno komponento, jo posnet ali pa jo pač brati z glasbeno spremljavo. Pa me je pa še urednik Dejan pa ta glasbenik Brks, s katerim sem snemal. Te dve pesnici sta me prepričala še, da Megalomasta probam posnet, ja, pa interpretirati. Ja, omenil si Andrejo Štepca in Karla Hmeljaka. Tudi v tvojih prejšnjih zbirkah je citatnost, se mi zdi, neka veliki pomen nosila, to, da te je bolj neki homaž, da se pokloniš tistim, ki so ti dali nekaj, ali je to skozi nekaj pomen zate, da bereš druge, da se učiš od drugih, da prilagajaš modus pisanja na to, kar se bereš, koliko je branje pomembno v tvojem ustvarjanju? Ja, se mi zdi predvsem za to knjigo je bilo ključno. Potrebe tega so se nekako, zaradi tega, ker sem šele s targetanjem svojo prvo knjigo, nekako se bo začel spoznavati recimo bolj alternativno slovensko poezijo, ali pa vsaj tisto poezijo, ki je brana pa interpretirana na Metelkovi. In ugotovil, da vse sodobna poezija pa sploh ni toliko za nič. Ogromen, predvsem samo v Sloveniji tako, ampak je hiperprodukcija poezije, pesniških zbirk. In pa se velikokrat mogoče zgodi, da imaš občutek, da kakšne stvari, ki so nagrajevane ali pa so prepoznane, prebereš, pa ti enostavno ne pridejo blizu. In potem, ko se zgodijo tisti momenti, predvsem na kakšnih dogodkih ignora ali pa kaj, ko slišim poezijo, pa ko mi res pride blizu, pa ko me toliko gane, je iz tega potem nastalo. V tistem obdobju sem bil na branjih zbirke Za tega dar od Karla Hmeljaka in večkrat sem že slišal Andrejo Štepec brati iz svoje zbirke Jesenoški in predvsem ta njena pesem Fant moj, bodimo dober klasterfak, to sta bila neka ta vpliva, s katerimi sem se hotel vsa v Bruhijadi, v eni od pesnitev, pokloniti in kot omaž poskusiti pisati v tem stilu, ampak ga vse nekako poustvariti po svoje. In zdaj ne vem, je to, ja, je omaž, tudi oba sta dala svoj pečat, ja, sta potrdila, da je pač ima to v redu, da centa. Ampak lih zaradi tega, recimo to iz Bruhijade, mislim, da neko vprašanje podobno s tem bo še počelo, ampak začel sem jo pisati v nekem bolj knjižnem, slovničnem pravilnem jeziku, ampak bolj, ko me je ta občutek nekega besa pa gneva preplavljal, sem ugotovil, da ne bom mogel izraziti tega, kar hočem izraziti v samo knjižni slovenščini. In sem potem, ker v pesmi Fant moj, bodimo dober klasterfak, Andreja Štepec zelo uporablja narečje, mislim, gorenjščino, ja, zelo super, pa tudi Pusti si biti vulgarna, pa se mi zdi, da je za tisti moment bilo to perfektno se je poklopilo. Jaz sem hotel pisati in njen stil mi je bil točno to, kar sem hotel jaz v besedo. Ja, se to je bilo zanimivo, da vem, ker začneš pisati v knjižnem jeziku, potem pa prehajaš vedno bolj v narečje in tudi mešaš z anglizmi, ne, se mi je, kot ti si jezikoslovec, kako gledaš na to, ali to dodaja nekaj jeziku, ali ne vem, da se kdo pritožuje, da vulgarizmi uničujejo jezik ali kaj takega, pa tudi anglizmi, ne vem, se ti zdi, da, ampak v pesniškem jeziku pa vseeno to nekaj dodatno komponento, da razširi jezikovni spekter. Ja. Je spet odvisno, kaj hoče neka zbirka sporočiti ali pa kakšne občutke hoče dati bralstvu. Meni se zdi, mislim, del tega je tudi, da sem jaz z Gorenjske, iz Kamnika sem in da mi je vreden iz tega, da Andreja Štepec poezija toliko blizu in toliko ne zadane. In se mi zdi, da gre nekako v to smer, vse manj in tudi na gledaliških odrih in v TV serijah se mi zdi, da je vse manj tega, kakor smo navajeni, res klasične dikcije in knjižnega jezika v umetnosti, ampak da poskuša nekako zajeti
na realno življenje. Pa ne samo recimo v gorenjščini, ljubljanščini, ampak ne vem, Janez Ramovaš piše v narečnem jeziku, in Denis Škofič piše v prekmurščine, s prekmurskim naglasom. Pa se mi zdi, da gre samo naravno v to smer. Ali pa da smo zdaj v nekem obdobju tega, kaj je to eden od načinov, kako se lahko bolj... Kako se razgiba. Ja, razgiba in si tudi poskušaš neko pristnost ustvarjati v zbirki. Ja, to je... Pač zna se potem pravi, da, kot si rekel, pišeš iz afekta, iz svojega življenja in da v zadnji čas je zelo popularni koncept autofikcija. Se pravi, ljudje, ki pišejo iz svojega življenja in to pač fikcionalizirajo. Ti se tudi v Izbruhijadi lotiš koncepta autofikcije, ampak na način, kot pač ne bi govoriti, da je to autofikcija, se ti zdi moteče, da hočejo nekdo predavčka tvojo poezijo ali jo morda po drugi strani označiti za družbeno angažirano. Kako ti gledaš na to? Predvsem študiral sem komparativistiko in se mi je zdelo, da je bilo, kar se tiče dojemanja literature kot družbeno angažirane in da je ta aspekt literature, pa literatura, kot to hoče biti, tudi legitimna in da če je nekaj družbeno angažirano, še ne pomeni, da je propagandistično ali pa programsko. Itak je oddelek za primerjalno književnost se po mojem mnenju zelo zastarel in se ne ukvarja kaj preveč sodobno literaturo. In z želja, zakaj sem hotel, ne samo to, da sem hotel pisati o stvarih, pa besedati stvari, glede katerih sem čutil večino svojega življenja sram ali pa krivdo. Tudi vzgib, zakaj, recimo, predvsem izbruhki, zakaj so nastali iz tega, ker se mi zdi, da je družbeno angažirana literatura čisto legitimna, kakor recimo intimna ali pa predvsem, kadar se obravnava te klasike. Na tem študiju se mi zdi, da se velikokrat zanemarja nek družbeni aspekt. Kaj je bilo pa še rečeno? Autofikcija. Autofikcija, ja. Autofikcija je pa, se mi zdi, da danes pač da hočemo se približati bralstvu na ta način, da pišemo o čim bolj realnih stvarih, ampak potem nekateri, ki teh stvarih pišejo. Predvsem zdaj, da sem bral Vse luči od Manisa Sinanoviča in se mi je zdelo, da sicer kakšne stvari pa neke turizme, ki jih ubeseduje v teh dolgih odstavkih, se z njimi strinjam, pa se mi zdi, da so na mestu, ampak potem se zelo hitro se mi zdi, da lahko ujame človek v to, da hoče preveč popisovati ali pa dnevniško opisovati in točno tako prikazati, kakor je bilo, neko realnost in da potem ne gre skozi postopek literarizacije in da se lahko zgodi, da potem izpade preveč sociološko, ja. Nimaš več občutka, da bereš literaturo. Ja, v poeziji pa tudi praviš, da včasih treba samo uživati, mislim, da v tiste, ne vem, je čutiti, ne. Ja. Na primer, pomembna tema v tvojem pisanju je tudi lastna psihična bolezen, tudi zdravljenje klinično, kar je vedno sicer izpisano zelo surovo, zelo jedenato, brez olepševanja, a hkrati z določeno dozo humorja, kot da vzpostaviš neko ravnovesje. Kakšen je pri tebi ta recept, da ne zapadeš v neko razčustvovanost, patetiko, ampak da pač zadaneš pesmi od Jaka Treva in pač je on point? Se ne vem, če mi čisto vedno uspe, ampak ne vem, veliko se s terapevtko pogovarjam o tem, da nočem imeti komplekse žrtve in pa poskušam to dobesedovati v svoji poeziji, nekako prevzeti odgovornost za stvari, tudi ki si jih sam počel. In kakor hotel sem v tej zbirki nekako ubesediti, torej norost in kako je lahko, predvsem zdaj, kakor sem imela, jaz imam diagnozo paranoidne shizofrenije
in zapadanje v razno obdobje psihoze se včasih lahko, ko prideš iz tega ali pa ko razmišljaš o tem, počutiš kakor tako, a kaj pa če nimam bolezni, kaj pa če sem samo blazno narcističen ali pa egoističen in predvsem v megalomanstvu to nekako predelujem skozi to, da se izrekam kot neke zgodovinske osebnosti, ki so bili ikonoklasti in ki jih danes na njih gledamo kot nore. V izbruhijadi pa zelo nekako v praksi v bistvu poveličujem samega sebe in tiste najbolj neke misli, ki bi se jih lahko celo malo kot usiljene misli postavim kot, da to res mislim, in to je dejstvo. In vse te razne blodnje postavim kot resnično. In mi je bilo v bistvu zelo veselje imeti nek ta alter ego, ko sploh ni alter ego, ampak je samo jaz v stanju besa in psihoze, obesedovati ali pa pisati o teh stvarih. Jaz se mi zdi, da tu v megalomanstvu, da psihoza, šizofrenija ne stopa tole vsebinski ravni, ne, ampak tudi v neki naravni formiranja pesmi, nekako ortojevsko, delozovsko, guattarijevsko, kot neka šizofrena pisava, ki se ne pusti ujeti v red, ki teče v različne strani, deterioralizira, se fragmentira, razpada in na novo nastaja, kot pač to neko, kjer bi lahko začel, ne vem, tekst brati na sredini in ga potem začel v krogu brati in pač tak res pisava brez konca in kraja, da vem, na nek način. Ja, ko sem v bistvu to pisal, sem nekako tako, te zelo klasične strukture, torej vsaka pesem z naslovom, ponovadi debeljenim, in potem ena pesem na eno stran, tega sem se zelo hotel losati. In mi se zdi, da v zadnjem času tudi popularno pisati neke daljše pesnitve, ali pa Nina Dragičević to počne že celo kariero pesniško. Pa tudi, kakor vem, Lukas Debeljak, ki je super pesnik, trenutno piše eno dolgo pesnitev in me je zanj že Natalija Milovanović vprašala, kaj se dogaja z vami Slovenci, zakaj hočete nove epe pisati. In ko res sem hotel nekako razbiti to, ampak je pa šlo bolj naravno, ni bilo, res sem samo zapisoval nek svoj bes in potem, ko sem razmišljal o tem, kaj pa bi bilo narobe s tem, če bi bila knjiga sestavljena samo iz 2 dolgih pesmi. In ker sta lik že 2 dolgi pesmi, sta lahko tudi vsaka v svoji knjigi in vložen karton. In ko sem pisal, ko sem končal te 2 pesnitvi, zaradi tega, ker sem hotel se iti nekako razbijanje pa fluidnost, pa nekako povezati začetek in konec, sem vmes že razmišljal, ali ima že preveč strukture, pač da bi mogel iti še dlje, ampak ne. Mogoče za ta slednji projekt. Ja, ne. Ciklična pesnitev. Ja, tako. Naše zloge uporabljam. No, in ko opisuješ te svoje izkušnje, pa to izkušnje drugih z temi psihiatričnimi ustanovami, s spopadanjem z bolezni, ali izkušaš, ne vem, doseči tudi destigmatizacijo te bolezni, in tudi morda, ker Arto je rekel, da bolezen ni samo psihopatologija, da tudi lahko kreativna skušaš, ne vem, delovati v smeri, da čim bolj razbremeniš to dojemanje bolezni, ki je še vedno zelo tabuizirana in stigmatizirana. Ja, sicer jaz vem, da poezija nima res širokega dometa, ampak je nekako tudi neka moja osebna želja, da kadar imam to priložnost v javnem prostoru govoriti o nekih teh vsebinah, kot sem prej rekel, stvari, glede katerih sem čutil ali sram ali krivda, ali pa sem se zaradi njih mogel skrivati, neka moja queer identiteta, moja duševna bolezen. Tudi recimo zelo bolezen znotraj družine, alkoholizem, neke take stvari, ki so bile zmer tabujske, pa mi je všeč, da se zdaj vse več o tem govori, ampak pa tudi o tem piše. Ne vem, sam rad bi vsaj mogoče bolj sploh ne toliko zadrujev kar zase, samo da sem glede tega, ne vem, sproščeno lahko govorim o tem. Tabujska tema je samo zato, ker je človeka strah govoriti o tem. Se še to me zanima, ker pač sam praviš, da si prvem
v Targetanju si pisal o materini bolezni, tudi v drugem si, ne vem, in pač govoriš, ne vem, o drugih ljudeh, o svojih izkušnjah z drugimi ljudmi, o ljubimcih in nekako razgaljaš hkrati svojo njihovo intimo. Kaj je težje pisati o drugih ali o sebi, ne vem, kako filtriraš te izkušnje pri sebi, ko pišeš o drugih? Videl sem nek meme, ki je nek pevec, mislim, da rekel nekaj na foru, da mogoče se ta moj projekt zdi samovšečen, ampak jaz sem zelo samovšečen in kakšen lep subjekt, da si všečen glede njega. In nekako vse razmišljam. Zelo zanimal samega sebe in ni problem pisati vse pa v svojih izkušnjah. In v zelo težji je pa pisati, tudi to nas zelo uči na teh pesniških delavnicah od Braneta Mozetiča, na katerih hodim, on nas v bistvu skozi nam teži pište o tem, kar veste, ne zdaj pisati nekih proznih pripovedi ali pa pisati o drugih ljudeh, pište o sebi. In je to že tako vdrilo v glavo, da vsakič, kadar se pol lotim, pa hočemo besedati neko izkušnjo ali pa nekaj drugega, ne sebe, se pol začnem spraševati, a pa bom jaz sploh pravico o tem pisati, a bom to osebo užalil, če bo slučajno kdaj videla to pesem. In sem že večkrat ljudem, o katerih sem pisal in pokazal te pesmi, in se je tudi že zgodilo, da so rekli, da pač oni nočejo, da se o tem kadarkoli piše in da nočejo, da je ta knjiga v zbirki, da je ta pesem v zbirki ali pa v knjigi. So bili pa tudi ljudje, ki so tako se jim zazdeli, kar mi meni zelo piha na dušo, da je bilo neko ogledalo in postavljeno, ko so prebrali to pesem. Se pravi, da si dobil neki feedback, da so se ljudje prepoznali kdaj. Ja, kakšni so pa rekli, da pač to jim je too much, da nočejo, da niso, nočejo sebe videti v tem. Se tvoje zbirke tudi nekako potrjujejo, predstavljajo gejevstvo, kvirovstvo, detabuizirajo homoseksualno erotiko. Ne vem, na nek način se mi zdi, da to počneš, da res daješ skupnosti, da razkrivaš neke krivice, da pokažeš, da ne obstaja samo, ne vem, heteroseksualna ljubezen, hkrati pa tudi, ne vem, afirmiraš svojo gejevsko identiteto, kako ti gledaš na te svoje pesmi in se ti zdi, da je to pri nas še vedno tabu, ali je to obrobje ali prihaja iz margine v center, da se končno lahko bolj sproščeno piše o tem. Zadnjič je izšel ta članek o neki izstopajoči queer literaturi leta 2024 in je Moanis, ta pisatelj Moanis imel nek komentar pod to objavo in sem potem, ko sva se izmenjala par besed, sem mu šel pisati direktno, ker ga sicer ne poznam ga preveč dobro osebno, sva pa že večkrat govorila. Sem opisal, kaj je mislil s tem, zakaj se mu zdi absurdno, da se na primer naredi se bralni priporočila ali seznam queer literature. In on v bistvu take stvari dojema, kakor da se prioritizira ali pa privilegira zdaj neko literaturo, zato ker piše o določenih vsebinah. In se mi zdi samo to zelo odlomljeno, mislim, zelo ločeno od realnosti. Opažam in recimo, da je zdaj neka večja odprtost ali pa da je zdaj neka več medijskega prostora danega tudi LGBT in queer vsebinam, ampak jaz to pripišem temu, da je recimo zdaj že 40 let, to si 40 let, odkar se je recimo začel ta Magnus LGBT festival v Jugoslaviji in s tem nekak aktivizem in delovanje, javno delovanje queer oseb. In to do 40 letja v bistvu niso imeli veliko priložnosti in niso mogli zavzemati tako medijskega prostora, vidim kot napredek družbe in kakor da se je njihovo delo nekako poplačalo, da so te stvari lahko tudi del in v centru, niso samo na obrobju. In kakor sem se recimo nisem strinjal, ko sem bil del festivala LGBT filma, da bi prišla Nataša Pirc-Musar med govor tja, je vseeno, predvsem od starejših aktivistov, sem dobil neko drugo perspektivo, da je to
ko je prišla Nataša Pirc-Musar, naša predsednica, imeti nek krajši govor na otvoritev festivala LGBT filma, je bilo to prvič, da je na kjerkoli v bistvu festivalu LGBT filma v Evropi se to zgodilo. In to še na najstarejšem v Evropi. In da se nikoli v 40 letih tega festivala ni zgodilo, da bi nekdo s tako visoke politične pozicije se pojavil na takem dogodku. Tako da je pol treba vzeti malo v... Je treba pogledati še širše. Sploh začnem tukaj nakladati, da pozabim, kaj se vas bom vprašala. Se ti zdi, da sam prispevaš tudi svoji poeziji nekaj k... Mislim, jaz sem hočem zasedati javen prostor s tem in zase in po neki strani tudi za druge. Ampak, ja, to, nimam pa zdaj nekih spremenil v Slovenijo. Ne verjameš, lahko poezija previka gore. Ja, no, ja, recimo neki teoriji lahko, ampak... Mogoče na individualni ravni, ne vem, mogoče koga premakniti. To bi si pa želel, ja. Ne vem, se mi pa zdi zanimivo, ker izbruhjala se mi zdi res neki sežitek nekih tvojih izbruhov, nekih družbenih stanj, ki te motijo in kaže tvoj odnos do nekih realij. Ampak s tako nemoralizacijsko lečo megalomas pa se mi zdi res neko postajanje sebe, kot si ti rekel, da je malo pač tudi samovšečno, tudi preučevanje različnih facet tebe oziroma vse tvoje pesniške persone. Tukaj pa res potrjuješ sam sebe in se ugleduješ sebe, kako bi sam pisal to. V bistvu velik del in verjeten iz te... Oziroma je to nek vzgib tudi, da je Deleuze pa njegov sopisec zapisala o tem oziroma tako dojemala schizofrenijo. Je zaradi tega, ker je pri tej bolezni zelo velikrat težko nekako ločati, kaj si ti in kaj so druge osebe, te mene se nekako podrte. Nekako stvari, ki jih ljudje izrečejo, ali pa ki si jih ti naredil, ali pa ki so se druge stvari ljudem zgodile, nekako prisvajaš, vzemaš za svoje, vse obračaš proti sebi ali pa nase. In iz tega izhajajo pa tudi kakšne halucinacije in blodnje, in da si predstavljaš, da si nekdo drug. In iz tega je nekako izhajala ta želja potem, da je Megalomast neka dolga pesnitev, ki jo prekinjajo kakor neki citati ali pa izgovarjanje kot neke te zgodovinske osebe. Vmes se pa pol, in tudi zaradi tega, recimo, kadar se izgovarjam kot neke te zgodovinske osebe, ali Neron, ali ta drag queen Divine, ali Anton Podbevšek. Zmer govorim v drugi osebi oziroma nekoga naslavljam in je nek ta izbruh energije in manije in potem, ko pa pišem, torej, ko se ne izgovarjam kot te osebe, pa v bistvu pišem samo v prvi osebi in si ne upam naslavljati drugih stvari, ker so pol te nihaji, ta manija in potem tudi, recimo, depresija. Ja, se izbiraš osebe, kot so Anton Podbevšek, Divine, Emma Haug, Diogen, po kakšnem ključu so bile to izbrane, kaj intertekstualno reprezentirajo, si že to pač vedel naprej, kaj boš izbral ali še sproti prihajalo? Nekako sproti je to šlo, ja. Tiste stvari, ki so me v tistem, torej zdaj že skoraj leto pa pol nazaj, tisto oktobra 2024, v katerih sem, ne vem, slučajno nekaj zasledil ali pa se spomnil na te stvari, ali pa tudi neka glasba, ki sem jo veliko poslušal v tistem obdobju. Pa verjetno sem jih takrat enkrat gledal te Pink Flamingos od Johna Watersa in tako nekako pomislil, da bi lahko Divine vključil. Čisto spontano je to nastajalo. Me je pa ta pesem zelo dolg časa je nastajala kot celota in me je zelo matrala, kako bom to izpeljal. Nekaj tudi se mi zdi, da k vsaki personi spada neki njegov specifični idiolekt, oziroma tako, kot so se oni izražali, si preučeval pač njihovo dikcijo, njihovo pisanje, njihovo ustvarjanje, da si pač pojil svoj glas z njihovim. Za kakšne sem si pa sam predstavljal, kako si mislim, da so govorili. Ne
vem, pol, ko sva posnela tega Megalomasta in sem določene te osebe, ki sem to bral, sem jih tudi malo ponašal. Mi je bilo zelo lahko sem pol iti pogledati klipe od Pink Flamingos in nekako njen glas uponašati. Se ne vem, se mi ni zmeraj uspelo, ampak sem poskušal čim bolj kakor neko pravljico, pa kakor neke različne glasove uporabljati in opazil, da ima Divine v bistvu nek zelo podoben glas, kot ta igralka Jennifer Coolidge in nekaj takega uporablja, in potem poskušal to uponašati. Od Diogena in Sinopeža nimamo nobenih posnetkov, tako da sem jih sam predstavljal. Pa tudi, ker je bil tek nek čudak, da je govoril kot neka, ne vem, tak starček spaka, ne vem kako ne. In pol ustvaril nekako te glasove sproti. Vse nastane pač res neka unikatna zmes tvojega glasu in tistih oseb. Megalomasta si tudi sodeloval z ilustratorko Majo Poljanskih, ravno ona je ilustrirala te osebe, ne? Kako je potekala ta sprega vajinih umetnosti? Kako sta se odločila, da boste pač ravno te stvari ilustrirala in kako to, da je zgolj Megalomast ilustriran in tudi iz Bruhijada? To je zaradi tega, ker Megalomast ima te zgodovinske osebnosti in hotel sem, da ima vsaka neka ta oseba svojo ilustracijo. In sem ji pisal na Instagram, ker sem jo že dolgo časa sledil, če bi sodelovala z mano, in je rekla ja. In bil sem zmenen, da bo ta ovitek kartonski, v katerega sta te dve posamezni knjigi dani, da bosta to delali neki drugi, moji sicer slikarki, ampak sta najprej bila ideja malo drugačna in sta pol v zadnji moment v bistvu rekli, da ne morata, tako da sta pol noter te dve knjigi ustavljeni vsaka posebej. In to bo načrt, najprej smo mislili, da bo rdeča, ampak pol ni lepo prišlo. In smo se potem odločili za črno. In potem v zadnjem momentu sem Maji pisal, je kakšna šansa, da bi poleg teh 9 ilustracij naredila še podobo za ta položni karton. In sva se malo pogovarjala, kaj bi lahko bilo, in sem govoril o tem, da je neka samo potrjevanje, pa narcizem, pa egoizem, pa nek nor alter ego. Pa da je tudi, sem videl za prebrati, in da je zelo veliko neke subverzije in perverzije podobe v tem. In so pa sam prišla, mislim, da sem jaz rekel, kaj pa če bi me sam narisala kot neko Venero, ampak bolj debelo pa kosmato. In prvič me je narisala še veliko bolj suka, pa sem rekel, da je pač še bolj moram biti debel kosmat. In da bi names v morski školjki imel noge v WC školjki in potem je samo, ker tudi njene ilustracije so tako, da ona nariše to črno zgodovinsko osebnost s črno barvo in potem čez riše grafite z rdečo barvo. Zdaj nekaj najdu, recimo. In da bi na podoben način tudi mene narisala. Recimo to je, vmes je en ta Gaetan Duga, ki je bil, to je bil Patient Zero za AIDS. Vsaj njega so poimenovali tako in je pač črno narisan in potem čez z grafiti pacient, pa nekako pa loške narisane, pa tako, kar ponovadi to ljudje počnejo z vandalizmom in grafiti. In ja, in ko je pol to nastalo. Se pravi, vizualno podobo pa, kot smo že vedela, dopolnjuje QR koda, kjer ti bereš pesmi, slišimo tudi glasbo. Se mi zdi, da glasba, kot smo že rekla, zelo pomemben del tvojih zbirk. Je to potem čisto spontano nastajala tvoja ideja, da boš vključil še harmoniko in branje? Ja, ker sem v tistem, tudi v Novi Gorici me je prišel ta kolega glasbenik obiskat in pol se mi je tist nek živčen zlom zgodil potem, ko je že šel. Ampak sem bil še zmeraj pod vtisom, ker je prišel na obisk in potem, ko sem končal besede, sem prav pomislil, da bi me lahko spremljal na harmoniki, ampak so nekakvi taki zelo razvlečeni toni. In navdih za to glasbeno spremljavo sem pa dobil od enega inštrumentalnega komada od Aphex Twin glasbenika.
Že razmišljaš v prihodnje, da bi dodal še kakšen video performance, naprimer tako imamo pri Ani Novaka Njuti, ki je za vsak, se mi zdi, da pač gradiš proti celostni umetnini. Pa na koncu sem še film izdal. Ja. Ne, zdrave. Mislim, da na tej točki je bilo to zelo spontano vse skupaj in nimam trenutno še želje iti še v video, ampak bi si pa ful želel še močnejše glasbene komponente ali pa še bolj zvočno razgibano interpretirati. In tudi razmišljam, da bi moja naslednja knjiga, ker zdaj je res, ta moja tretja knjiga je šla v istem letu kot moja druga in si bom tudi malo odmor vzel, pa se mi zdi, da sem na neki točki, že po drugi sem si rekel, da si bom dalj časa vzel in pol je spontano nastala ta, ampak ja, potem, ko si vzamem več časa in tudi da sam razmislim, kaj bi sploh še rad pisal pa ustvarjal, bi z veseljem naredil tudi kakšno knjigo, zbirko, ki bi imela spremno zelo močno zvočno komponento in glasbeno. Pa si rekel, da si že zapazil, pa kaj že imaš ideje za... Ja, si tako. Okay. Ampak počakali še nekaj časa. Kaj, ja, sem se malo iztrošil. Ja, ker sploh se mi zdi, da tvoja poezija gre vedno bolj v neke smeri performativnosti. Ne vem, tudi to sodelovanje s Črno skrinjico, ki je veliko svojih avtorjev na Ignoru spremlja z glasbo, s performanci. In se mi zdi, da ti veliko tudi pomeni to, da si del Črne skrinjice, da ustvarjaš neko skupnost, jezik, ki se sliši na nek način. Takrat, ko mi je Dejan nekako ponudil, potem, ko sem poslal svoj rokopis prve knjige na Sončence, kjer je bil on v žiriji, sem šele zares začel spoznavati dobro to sceno na Metelkovi in na Ignoru in okoli Črne skrinjice, ki se je takrat šele začela formirati. In sem res lahko videl in stopil v stik s odpiljenimi in res kreativnimi umetniki, umetnicami, ki se ne bojijo bolj interdisciplinarno in bolj mešati žanre in včasih tudi nekaj čist neumnega ali pa čudaškega postaviti na oder. In to zelo cenim, to željo po eksperimentiranju in potem, da greš, da si upaš nekaj tvegati, ne samo ostati v eni in isti ali eni in isti poetiki ali eni isti žanr ali eni isto. Izven okvirjev. Ja, tako. Mogoče bi zdaj na tej točki potem prešla na tvoje branje. Najlepša hvala, Silvija. Jaz sem zdaj, kakor sem rekel, je ta izbruhijada se začne z najprej knjižnim jezikom, ampak sem za branje izbral ene par strani, takoj potem, ko začnemo ponašati ali pa imitirati pesem Fant moj, bodi moj dober klaster fakot Andreja Števec. Fant moj, obljubil si mi Emo Havk, dobil sem pa jebeno Silvijo Plet. Fantič, ljudje v tušu pred mano znižajo moč prhe, da umijejo lepa in sloka telesa, jaz pa nastavim moč do konca, da se počutim kanilski konj, ga spirajo štrajfiksom. Fant moj, jaz ne sprejemam več usmiljenja, jaz sem najlepši moški na svetu in ljubim se z drugimi najlepšimi moškimi na svetu. Ej, dečko, a veš, kaj rečejo, ko jih vprašam, če jih mu, da sem debel, odpišejo mi, jaz vam nare velike, slastne in polnomastne. Fant moj, če mi ne zabavi po pesniškem branju, ukradeš vrečko s telefonom pa denarnico, bom klical brata, da me pride iskat, odpelje nazaj domov v kamen, ki lahko svojimi votlimi zapestji tebam njegovo boksarsko vrečo in kričim, za te prasce berem, za te prasce nastopam, za te prasce pišem. Fant moj, ab se tepu, ker jaz se ne znam in se tudi nočem. Ne piš mi nič, razen pohval. Ne domnevi, da imam slabe namene, ker vsak svoj namen premislim. Pičko ti bom požrl in brez skrbi, ne bom pozabil najprej vzeti tretjega nožka na desni za puter, pa druge vilce na levi za glavno jed. Ej, taksist, nehaj mi govoriti, kako bi rad skijam pretepal fante na skirojih, kako bi žensko na kolesu podrl na več načinov. Nehaj me sprašvati, če kdaj napičem svoje cimre, pa če vem, kaj vse najstnice delajo s kurcem za gram koke.
Ej, Balkanc, nekaj na vsakem koraku nastopati po moško, ko muško in govoriti, da imaš zamašen nos, ker mora imeti moški peje nizke glasove, še nižji od pevk z Balkana. Američanom sem pokazal mišiče od Cenida in me je vprašal, a to poje moški, ker je vrhunc ameriškega bontona to, da cvilaš toliko visok, da te sam še netopiri slišijo. Fant moj, ne bi bil mogoče česa bolj glupga vprašati, kakor sem si ful klic sledila, ne? Ker dečko, en mesec je od začetka jeseni, se pa sploh ne spomnim, naj bo, da je vroče. Prišla je jesen, jaz sem pa najprej pomislil, pizda, spet bo treba skozi usta dihati, na škrke sem pa pozabil. Zdaj se mi sploh ne da fukati, tudi ljubat ne. Ker je spet mraz, ker mi više doza tablet zjebe libido in zviša apetit, ker me stiska v košu, sem brez skrbi, me na desni, tako da ni zaradi srca, pa zaradi oskar tega se ne tuširam. Če mi od knez odrgal, boš odprl sirotičanco in na mesto do strastja boš lizal 2 vrečki svetobolja. Fant moj, jaz znam z jezikom, začep, pa če mi še sikaš, ti bom očija prevedel, v pizdo materinščino. Fant moj, izpoviva se v angleščini, ker smo v slovenščini doma in ker je English tako empty pa splošen, da se lahko skrijeva v njem, samo se tega ne da. Andreja je govorila o spanju, jaz sem toliko utrujena od tega. Jaz sem toliko utrujen od tega, da sem 5 minut razmišljal, ama beseda English ženski ali moški slovenčen spol. Jaz sem toliko utrujen od tega, da hočem zmer profesorce iz anglosfere opozoriti, da ko rečem you, mislim z vikalnim bi in nedotikalnim ti. Jaz sem toliko utrujen od tega, da ko pišem dvojezične citate v verzih, se moraš razpravo obliko narekovajo jevat. Ragazzo mio, na Duolingo sem prišel do konca, tokrat bi se še kakšnega jezika naučil, sem kaj tega nikjer več naučijo. Učijo sam še odličnostno osebno rast, uspehobe in ciljavosti. Tok depresije berem, da se zgodi čista banalizacija groze, tok debilizmu slišam, da se zgodi čista banalizacija republike. Spoznam novo sodelavko in me vpraša, kaj si pa po horoskopu? Pa rečem riba, pa mi ona, to ste občutljivi ljudje, pa si mislim, od tebe pa še pisal, da boš imela prav. Na konferenci o psihozah in poeziji so me vprašali, kakšen bi bil idealen zaprti oddelek in rekel sem, da tak bomo vsak pacient svojega psihiatra. Rekel spontano spizdevaš v spiralo, da ne rabiš nekoga, ki ti ne bo rekel, daj zadrž to zapal. Sam Božje bilo, da bi odgovoril, da je idealna psihiatrija tista, v kateri se ne posiljuje pacient, več. Ti imaš samega Jezusa, jaz jih imam pa na skupinski terapiji vsaj 3. Poba, pazi se, jaz sem triple threat. Schizofrenijo imam po matki, alkoholizem po fotru, zavist pa po narodu. Izdrav sem sam takrat, kam benja od njih ne krivim za to, sam takrat sem zdrav, ko ne delam krivice. Fant moj, pošal me, pocet, pa vecenet, pa po 3 sveže stručke, pa po Tolstoje, pa tolste metafore. Antidepresivi so za živce, za krvn tlak, antipsihotiki pa za žgance, za krvavo tlako. Ti greš v center na pedi medij, je spal svojo sobo na pani mani in brušenje kremplov. Z veseljem bi bil vegan, sem kaj, ki me ponbe ganjajo. Nimam zapohan srp po blowjob, imam pa zamesen srp pa rimjob. Stvari niso povezane, ampak v Lidlu je familija pred mano na tekoč trak postavila 10 konzerv in nisem vedel, kjer so za njih, kjer je pa za ljubljenčke. V arboretumu sem si vzel cimetovo kavo, tako smetano pa s posipom, se usedel na une železne stole, take z vijugami, ki jih imajo v lepih kabanah in odprl Šalamona. Pol je pa en Frost na drevesu zraven mene začel kričati, ko velik bom pjanc in noge sem ubiglala z veje, kaj eni opici. In pol, ko se je park zapiral, ga je mama prepričevala, ne spleza z drevesa, tako da je začela peti naša četica, koraka in res ne vem, so stvari tako povezane, a se je sam meni spet toliko sfukal, strumno in veselo. Fant moj, a slišal Suzano, ki je govorila o prvih paradah v Sloveniji in o tem, kako so se mogli plodcaji pripravljati na povorke skozi prestolnico. Suzana je rekla, da je ta glaven plodcaj krožil svojim podrejenim plodcajem tako razložil. Poslušajte, včasih smo ljudi varovali pred pedri, zdaj moramo pa pedre varovati pred ljudmi. Moj fant, kdaj mi boš povedal, sam priznaj, to je lažje. Najprej ni. Najprej se ti v grlu zatakne tista beseda na G, pol pa izbruhne v joku. Pol je pa res vsakič lažji. Pa tam, ko ene stotič priznaš, je že čisto easy, po 2 letih si že upaš na parado, po 4 greš mogoče celo sam, ker ne rabiš več skupine frendov s sabo, za primer, da pridejo nacisti s kiji. Ampak porco Dio, porca Madonna, porca Liangeli in kolona ne mi maha z marišno zastavo, ko ima logotip od banke Kopergor, brukaj to stari tam pred vsemi. Samo to pride s tem, ko ima že toliko skupnosti, da je ta scena. Fant moj, in cinik sem, kadar mi dol pade, agnostik sem, kadar razmišljam, idealist sem pa, kadar sem glup, ker sem na lastni koži ugotovil, da so grabeži in motnje hranjenja del naše kulture.
Moj prvi dejt je bil v osnovki. Zgleduje tako, da sem se en mesec pred njim stradal, že potem, ko sem skušal 30 kg, da bi bil le bolj sočen, ko bi me žrle njegove oči, roke pa usta, da bi bila njegova lakota volčja, pa so se pa končno dobila in mi je takoj rekel, da rabim skušati oboke, pa sem vsem šel za njim, vsem sem bil cucek, vsem se ga vprašal, kako je prišel do svojega telesa, pa mi je rekel, eni smo z njim rojeni. Vsem je bil prvi, ko sem mu ga zdrkal tam sred kina, medtem ko sem meni dvignil. Fant moj je oprost, ampak to, da sem po 5 pirih in 3 antipsihotikih enega tipa z grinderja fukal v usta na križiškem parkingu pred blokom med dvema belima kombijema, je bil protest. In ko sva slišala korake mimo idočih in je vodnemu topu prišlo, sva se razšla in opora je bil konc. Ljubi, bili smo najstniki na gimnaziji in kolegica me je pozdravila s Kes Pedra, ker je vedela, kako me ta beseda ubija zaradi travm homofobije. Zato sem ji rekel nazaj Kes Kurba, ker sem vedel, kako je ta beseda ubija, ker je bila posiljena. Meni je njena beseda posilila, no je ti se ti popederil, roka tako, pa sva si bila bot. Zatiranja niso samo prenos olimpijade v živo, so tudi fuzbal s kolegi na travniku, nek na periferiji in prca ogležen, nameren spotik, ker ne boš ponižen pred 3 znanci. Fante dragi, Dejan je rekel, da je na kavi poslušal sosedno mizo in takolo spremljal seks v mestu, 4 univerzume budalizma, ampak že samo v moji glavi jih je najmanj 7. V osnovki sem dobil srebrno državno iz matematike in sem jih pozna. 7 je bilo palčkov, pa če dodaš 2,5 sestri, dobiš 9, tukaj je voda in gora. Pa če pomnožiš 3, tukaj prašičkov, dobiš 27, kakor bom kmalu star. In se imam za tako zvezdo, da se bom v 27. letu življenja malo pazil. Imam se za tako zvezdo, kakor je bila una, ki se je utrla nad Pinokijom. Ali pa kakor une zvezdice, ki se Jerryju pokažejo v očeh, ko ga Tom z mocolo poglav. Mucek, videl si me v cajtangih in te je prišilo, da si mi rekel, dobro si to zrihtal. Jaz sem te hotel nagovac, ker jaz si nič ne rihtam, jaz sem dober pišem. In če božeš biti ti v cajtangih, si zapomnim, da je dober biti dober, ne boš pa biti dober. Pa ne se vdajati slabim odzivom, bo tok najboljši, da te morajo tudi organizatorji, ki mislijo, da pišeš šunt, povabiti na svoj dogod, kič. Pa dodaj folk, ki ga spoznaš na socialnih, ker jih je to, da jih boš zih pozabil. Pa za te se obri, pa mi zobe. Pa ko ti piše novinarka z javno, da bi rada tvojo izjavo, zatemneno in anonimno, glede afere o zlorabah v psihiatrični bolnici, jo zavrnem, ker se te niso zlorabljali, sam sebe si. Pa tako ali tako takrat nisi bil ti v celoti, kaj šele tvoj spomin. Mrbice pa vse ne spomniš, bežno, da si bil prevezan na pojstvo in to lahko še razumeš. In se spomniš, da ti je prijazen tehnik rekel, saj tudi meni všeč, kaj se tukaj dogaja, sam daj, poskrb zase. In to težje razumeš. Pa ko ti fota reče, veš, malo se prestrašilo osebje bolnice, se spomnil otroštva na Jadranski obali in mehnih renčečih psov, za kere so ti rekli, da se te bolj bojijo, kot ti njih. Vsi se skozi sam bojimo, toliko se bojimo, da se že sami sebe ustrašimo. Prijateljica, te le verze boš verjetno slišala ali pa brala in oprost, da ti nisem povedal, da sem pisal o tem. Za tist večer, ko sem zvedel, da si nam probala Vincent smizdril kapičko, jokal sem se kot kreten, ker če te ne bi bilo več z nami, med nami bi bila praznina. Naštekaš. Jeba je biti na eni ali pa drugi strani samomora. Sem že prej to vedel, sem je res jeba biti in pri sebi in med nami. Tist večer, ko sem zvedel, sem sedel tam na vrtu, smeral in napisal to pesem. Pes je zaprt v sobi, praska vrata in tuli, kjer je zavohal resničino kri, ki se še ni prilila. Zavohal jo je že, ko ga je zaklenila v sobo. Zavohal jo je že, ko spet ni zmogla vstati iz postelja. In ji je zato povsod sledil, ker sledimo, kadar smo na lovu in na tujce lajamo, kadar ne prepoznamo njihovih glasov. In ne smemo se zanašati na to, da bodo drugi bolj pozorni na nevarnosti, ko sami nismo. Hvala, Ina. Hvala tebi, Silvija. Hvala vsem. To je to. Mislim, da imaš še Pino knjige, če bi bilo. Če bi kdo rad knjigo, ja, imam še. Reče pa to. Kakšno vprašanje?
vprašanje, vprašanje Marta. Lahko tudi, ja, če želite. Sam vprašam. Lahko. Ja, lahko. Jaz sem prebral vašo drugo knjigo in sem rekel, da je končno en glas mladih, ne, mislim, mene, ki ima malo izkušnjo v življenju, predvsem res po dolgem času sem prebral, to sem tudi tukaj, to drugo vašo knjigo, ki me je tako zadela, ne, tudi zato, ker sem tudi sam bil uporabnik psihiatrije, ker imamo isto diagnozo, recimo, ne. Ampak, pa sem vas hotel vprašati tako javno, a vam je psihiatrija pomagala? Ja. To nočem biti provokativen. Vem. Pomagala mi je tiste 3 mesece, ko sem bil hospitaliziran v Polju in sem se v bistvu sam prijavil, da bi šel noter. Ko sem bil na zaprtem oddelku, so nekako preprečil moj samomor, tako da iz tega razloga sem jim lahko hvaležen. In to, da sem leta kasneje še skozi psihiatrično obravnavo prišel do nekega mešanice zdravil, ki mi pomagajo, da lahko funkcioniram v svetu. Glede tega sem lahko hvaležen, je pa absolutno tudi zelo veliko stvari narobe z našim sistemom in obravnavo ljudi, ki imajo težave. Tako. In mogoče se pa v teh svojih knjigah malo preveč osredotočam na slabe aspekte. Kar ni čudno, ne, saj. Tudi razglavljate o tem, o bolezni, o stanjih, o tem, da je mogoče to mogoče egotrip, ne? A si kdaj razmišljal še drugače kot o tem, da je mogoče psihiatrija povzročila to, da se hočete ubiti, ne? Ali mogoče v tem smislu, jaz se spomnim, edini poskus samomora je bil pravzaprav v psihiatrični bolnici, ne? Nikoli prej, nikoli kasneje, ne? Ko se mi zdi, da tukaj je lahko velikrat to prej problem, ne? Torej, da je rešitev, ki jo nakazujejo pravzaprav strup, ne, ki nam ga dajo, ne? In jaz sem zelo vesel, da ste našli to kombinacijo, da lahko funkcionirate, ne? Sem pa zelo tudi vesel to, da ste našli en prostor, ne, izraza, ne, ker se mi zdi, da jaz sem ga našel čez kiparstvo, recimo, tudi čez poezijo, ampak je, ko bi rekel, skoraj idealno, ne, v tem smislu, če lahko en čustven vzgib, ki ga imate, ki je velik, ne, kanalizirate čez to in da smo v spremlju z veseljem. Hvala, ja. Mi je pa žal, da ni tukaj več ljudi. Ja. Mogoče tudi ni to problem. Ja, ne, sem navajen, sem že za 2 človeka imel dogodek, tako da to ni nič novega. Najlepša hvala za vaše komentarje. In se mi zdi tudi, o tem pišem, da je zelo velikrat sploh vzgib za ustvarjanje neka temu, kar pravijo duševna bolezen, ampak mogoče samo bolj odstopanje od norme, kako že nevroraznolikost in to. Zelo veliko ljudi, ki berejo ali pa nastopajo na dogodkih na Metelkovi, pa zame pišejo izjemno kvalitetno literaturo. Zaradi tega, ker je drugačna in drzna, so na kakšnih tabletih ali pa shajajo s kakšnimi drugimi pristopi. Dejstvo. Kaj sem imel še ti? A ne, ja. Kaj? A ja, kar izvolite. Sem nekaj bi omenila. Takrat, ko ste bili takih misli, ne vem, če verjamete v parapsihološke pojave.
si je mogoče kdo želel, da vas ne bi bilo iz kakršnega koli razloga in s tem vi nehote hoteli narediti to uslugo, da bi zginili se sveta. Sicer ne verjamem veliko parapsihološke pojave. Je pa zelo velikrat, te stvari so povezane s tem, da velikrat, kadar se blodnje zgodijo, izhajajo iz nekih odnosov in iz nekih percepcij. Da se vas je nekdo hotel tako toliko podrediti, da nekaj časa niste zmogli moči, da bi živeli. Čisto možno je, da je to tudi, ja. Predvsem zaradi tega, ker se v obdobju psihoze vse stvari še toliko bolj potencirajo in že v čisto majhnih indicih ali pa v čisto normalnih interakcijah lahko najdeš neke globlje ali pa zelo za osebno pretresljive vzgibe ali pa namere ljudi, ki mogoče so resnični ali pa niso resnični, ampak jaz sem se v tistem trenutku sem se počutil na ta način, ko da nekdo stopa po meni oziroma da sem jaz v napoto, ampak tudi se zavedam, da je velik del, zakaj sem se tako počutil blodno v mišljenje, ki ni bilo bazirano v realnosti. Ja? Jaz bi imel nekako 3 kratka vprašanja, ki so nekako medsebojno povezane, pa grejo iz širšega v ožje nekako. Tretje, čisto konkretno. Oziroma prvo. Najprej bi vprašal, nosite lahko ti kak. Ja, jaz sem poznal. Ja. Prej ste se dotaknili tega, da je poezija lahko tudi subverzivna. A se ti zdi, da dan danes, glede na to, da smo zasičeni res z poplavo jezikovno, bla, 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 a se ti zdi, da je poezija lahko res še subverzivna? Oziroma, kaj ne bi to sploh pomenilo pravzaprav v tem postmodernem bla, bla svetu? Ja. Se mi zdi, da je subverzivna v tem smislu predvsem vsebinsko, torej da piše o nekih stvarih, ki so ali tabu teme, ali se o njih malo govori, ampak obenem v nekaterih stvarih, recimo jaz, ko sem iz Kamnika, pa imam sorodnike iz Komende, se o tem zelo malo govori, recimo na nekih tudi medijskih platformah, znotraj ljubljanskega miljeja, je pa lahko to nekaj čisto navadna in vsakdanja tema, ne? Tako da zelo težko reči. In tako imam pa tudi se mi zdi, da v kapitalističnem sistemu je težko kjerkoli umetnost zares uporniška in subverzivna, tako da s tem se v bistvu lih zadnjih par dni razmišljam, da se je vsa umetnost, kaj ustvarjamo v tem sistemu bolj za nas, kakor za kakšnekoli družbene spremembe. Je pa lahko angažirana, lahko si želi premakniti, ne? Ampak se je treba verjetno tudi zavedati, da vsi vzvodi in vse, v čemer delujemo, je pač del sistema, ki bo zmer požaril tudi neko subverzivnost in jo prisvojil zase. Kar me privede v bistvu na eni strani, se mi zdi zelo pogumno pač v bistvu, ne, se toliko izpostavljaš in razgaljaš in pišeš o teh stvarih. Zdaj bi te vprašal, je ta proces pisanja zate in izpostavljanja tudi katarzičen. V bistvu, ne, če to lahko predelaš, daš ven. Meni umetnost in predvsem literatura in poezija samo ful pomenta in se mi zdi, da sem, da je v bistvu to zelo samo potrditveno in egoistično, da pa svoje izkušnje in da se toliko izpostavljam in pišem iskreno o enih stvarih. Je katarzično do te mere, da kakor da sem jaz pol en objekt, ki namen katerega je, da svoje izkušnje pretvorim v poezijo in da je poanta pač, da pišem čim bolj iskreno in I'm just a vessel za ustvarjanje. Mi je pa zelo, mogoče sem in duševno bolen in zelo narcističen, ampak sem zelo rotno tudi pozornost. No, pa še tretje čisto tako. Kako izbiraš naslove za pesniške zbirke in pa kaj ne bi megalomast pravzaprav pomenila?
Torej, najprej se je zgodila torej to izsek, iz katerega sem prebral izbruhijada, ker je res samo bljuvanje. In sem pomislil, ja, če sem prej pisal izbruhke, skaj pa ne bi zdaj se še malo navezal na to in je tako nastal naslov. Pa zelo rad imam besedno igro, se mi zdi, da vem, naslovi kot vračanje k čistosti že res povsem banalni. In naprimer Drgetanje, moja prva knjiga je bila nekako složenka iz beseda drgetanje in trganje. Moja druga knjiga Trepete je v bistvu kakor neologizem, ki pomeni trepetaje, ampak obenem je tudi repete, ampak samo stem od spredi, kar je tudi trgetanje, trepete. Potem zato sem pa torej še izbruhijado, ki izhaja iz izbruhkov in izbruh plus odisejada. Megalomast, sem pa kar malo ponosen na to besedno igro. Torej, megalomanija je in obenem lomastenje in obenem mast, pač več različnih besed se skriva v tej besedi. In lih to, ker to govorimo o tem narcizmu in egoizmu, je res kakor neka lirski subjekt je tist, ki je megalomasti po vsebinah in spomenih in vse to. Hvala. Še kdo kaj? Najlepša hvala, sem pa hvala tebi, Silvija, pa hvala knjižnici za danes.